na to, kar izvaja geoinženiring, ni boljše jesti nečesa, naprimer iz tople grede, kot pa zunaj. Odgovor je sledeči: kontaminirani smo vsi in tudi vse rastline. In če želiš imeti polnovredno, kvalitetno hrano, je veliko boljše, da ješ tisto, kar je v naravi. Zdaj pa tako, v rastlinjakih naj bi se primarno vzgajale rastline, ki se niso sposobne prilagoditi temu, kar je. Evo, naprimer, če se spomnite vi, ki ste pač mojih let ali starejši ali pa malo mlajši, ko si šel na travnik, pa to je bilo stotine različnih vrst trav. Rožic, takih in drugačnih. Zdaj, ko da si stopil v neko monotono puščavo, ja, imaš 3, 4, največ 7 vrst, recimo teh. Pa mene ima sosed tam za norega, ker zmeraj pustim, da trava odcveti, da se osemeni, pa po tistem. Počakam še kak teden, pa po tistem pokusim, Se pravi, popolnoma napačno živimo, popolnoma napačno, In zdaj tako, se pravi, tiste rastline, ki, naprimer paradižnik je ena od teh rastlin, ki je občutljiva na na vse aluminijeve okside, Paradižnik je boljše imeti v topli gredi kot zunaj, Ostalo pa pač s prakso pride ali pa s prenašanjem znanja med tistimi, ki so že leta in leta ali v permakulturi ali v čemerkoli, Tako da v bistvu vsi mi smo učenci in učitelji. Ni višjega, nižjega, ni šefa in podrejenih, to pozabite, To je tam že za nami, vrženo na smetišče zgodovine. Se pravi, to je tisto, kar sem govoril, povezovanje na duhovnem nivoju, vse je eno, vsi smo del tega enega, in to je treba tudi zaživeti. Zdaj se moram še spomniti, je Mateja nekaj zelo zanimivega. Pod vprašanje tukaj. Kaj to, če imamo v rastlinjaku in rastlina ni izpostavljena neposredno soncu, kakšen vpliv ima pa to na njeno kvaliteto? Odvisno je od rastlinjaka, se pravi, je odvisno od materiala, ki prekriva rastlinjak. Tako da, če že nekdo ima rastlinjak, naj ima iz takega materiala, ki ima čim večjo prepustnost fotonov, ker fotonska energija od sonca ima pač svoj spekter od do, in vsaka kritina, ali je to polivinil, ali je to steklo, ali je to, polikarbonat ali karkoli, določenega spektra ne prepušča. Zdaj, zanašati se na strokovnjake, recimo, to je vse kontraproduktivno, se pravi, mi sami moramo ugotoviti skozi prakso, to pa moramo delati na tem, da se sami znebimo neke potrebe po instant rešitvah. Se pravi, mi moramo postati raziskovalci, igrati se kot otroci, recimo, da bi prišli do konkretnega znanja, ne samo do vedenja. Eno je vedenje, drugo je pa znanje. Ker znanje je tisto, kar bazira na praktičnem delu. Zdaj sem se spomnil, ko je Mateja in Tiva, ko sta govorili o avtohtonih semenih. Glejte, jaz imam tak primer, imam prijatelja, ki je šaman in vse te oblike naravne pridelave hrane in rastlin upošteva, in je imel nekih 17 vrst prakoruze. In potem me je poklical na pomoč, sem šel k njemu, ti ga poznaš, ker mu niti ena koruza ni uspela, in sem potem jaz delal detekcijo, zakaj ne. In tukaj vam predajam znanje. Katero znanje? Če imate avtohtona, stara semena, od rastlin, ki so enoletnice, obvezno morajo vsako leto biti sajene. Kajti spremembe v atmosferi, glih zaradi geoinženiringa, so take, da če vi eno sezono preskočite, ja, enostavno rastlina zgubi informacije te sezone in naslednjo sezono ne bo uspevala, ker ni teh informacij.
Osnova tega, kar govorim, je pa prilagajanje. Ne? Se pravi, za manj vi leta in leta hranite, imate banke nekih semen in tako naprej. Če vi vsako leto ne zasadite, ne boste imeli uspeha. To se pravi, te semenske banke so lahko dvorizni meč. Saj so. Recimo, gor na Norveškem je največja ta semenska banka. Ne? Se pravi, ukolikor ne bodo takrat, ko bodo oni želeli rekonstrukcijo narave narediti, to imajo v planu, ukolikor ne bodo uspeli ustvariti takih pogojev na površini zemlje, kot so bili takrat, ko so ta semena bila dobljena, z teh semen ne bo nič. Ja, evo, toliko na kratko. S tem elektrostatičnim poljem. Pa gled, jaz na to gledam kot na posilstvo. Kaj pa recimo Growbox, namesto da imaš konopljo, imaš zelenjavo, recimo, ne? Kakšen efekt ima pa to pol na kvaliteto? Lahko ponoviš, prosim. Growbox. Kaj je to? Umetna luč s tem spektrom, kakor je, ampak namesto da konopljo gojiš noter, pač gojiš zelenjavo. Glej, lahko, ampak tako kot je Mateja povedala, ta zelenjava ne bo polno vredna, ker ji manjkajo ostale frekvence. Ker te luči so narejene, naprimer, to skozi poizkuse je to šlo, ne? Tako je tudi umetno sonce nastalo, ki ga imajo Kitajci in tako naprej, pustimo zdaj to, vkolikor ni celoten spekter. Zdaj, če bi jaz bil, naprimer, materialno podprt toliko, ne, da bi imel svoj avion, jaz bi vsako leto po 100-krat preletel celo Slovenijo in amarantova semena vsipaval povsod. Ne vem, če to veste ali ne veste, amarant ne trpi GSO, zaduši GSO pridelke. Ekogverila. Ha? Ekogverila. Ja, ekogverila je to, ja.